Prva izvedba Akademije Inteligentna prodaja je za nami. Kakšna je ocena? Super, res odlično. Danes smo tudi pogledali, kaj je vsak udeleženec pred prvim modulom povedal, njegova pričakovanja, glavni izzivi, in potem smo danes vsakega posebej vprašali in tudi, da je moral obrazložiti, a je to dosegel ali ni dosegel. In bodo slušatelji uspešni prodajalci ali pa bolj uspešni recimo? Prepričan sem, že tekom akademije so nekateri uspešno implementirali novo pridobljena znanja in so te izkušnje potem podelili tudi z drugimi. Kako ocenjujete Akademijo Inteligentna prodaja, ki ste jo danes uspešno zaključili? Ja, jaz moram reči, da sem na tej akademiji ponovno obudila veselje do prodaje. Namreč, tako kot je predsednik gospodarske zbornice na koncu rekel, nekateri gremo res na novo poklicno pot. To se pravi, to je moje prvo spričevalo kot predsednice razvojne zadruge E3, ki je v bistvu socialno podjetje tipa A, kar pomeni, da sem nekako iz svojega dolgoletnega podjetništva, 24 let Jazon d.o., prestopila v socialno podjetništvo tudi s tem prvim spričevalom inteligentne prodaje. Zaradi tega sem tudi nekako zelo vesela, ker je tako pisala na diplomi, ker seveda, ko se prijavljaš, realno pač si še zaposlen v drugem podjetju, začenjaš delo pa na novem področju, niti ne pomisliš, na kaj se bo glasila diploma. Ste kaj znanja že uporabili v praksi? Ja, moram reči, da seveda v tem hitrem tempu je bil tudi sistem šolanja tako, da je bilo na vsake 2 tedna v živo, vmes enkrat na daljavo. Realno je bilo tako planirano in smo seveda, jaz osebno sprot sveže, tople žemljice v prakso in seveda je to bilo tudi za tega toliko bolj simpatično, ker smo bili pa sošolci iz različnih podjetij, iz različnih branž in smo realno svoje novo znanje uporabljali kar drug na drugem. Bi akademijo priporočili tudi drugim? Ja, absolutno. Moram reči, da je tista obsedenost, bom rekla, Slovencev, da je prodaja nekaj negativnega, da je to pač prodajanje slabih stvari, da je to po domače povedan turjenje nečesa drugemu, to je treba enostavno presekati. Ne prodajamo se vsi vsak dan in če ne bomo znali dati prodaji ta pravo veljavo, tudi drugega razvoja ne bo v gospodarstvu in v družbi, kar pomeni, da je spraven, da vsak potrebuje nekaj lekcij inteligentne prodaje. Kako bi se vi lotili prodaje Akademije Inteligentna prodaja, ki bo predvidoma spet prihodnje leto? Jaz bi tole akademijo v bistvu priporočil vsem, ki nekako nimajo idej oziroma stagnirajo, in pa tudi tistim, ki vejo, da lahko dosežejo, da znajo in zmorejo doseči še več na področju prodaje, ker tukaj se srečamo s številnimi zelo zanimivimi idejami, s katerimi se srečujejo sicer tudi recimo iz medijev ali pa iz kakšnih pogovorov, ampak nihče se kaj bolj resno v to ne poglablja. Tukaj pa dejansko dobimo en globlji pogled v takšne metode ali pa v takšen način dela in že med samo akademijo ga lahko vsak poskuša malo implicirati na svoje podjetje oziroma združevati s svojimi izkušnjami ali pa nekimi bodočimi posli. In hkrati je, vsaj za mene, bila največja dodana vrednost te akademije to, da so bili ves čas primeri iz prakse, sprav realni primeri iz prakse, kjer smo vsi na konkretnih primerih videli, da dejansko stvari delujejo, da če se jih lotimo prav, če se jih lotimo po nekih principih ali pa po nekih metodah, ki nam jih tukaj predstavijo in razložijo, da stvari dejansko lahko delujejo. In jaz sem prepričan, da vsak lahko tukaj najde neke prednosti za svoje poslovanje, za svoje podjetje in pa se tudi odkrije slabosti, ki se jih zave tukaj in jih poskuša odpraviti oziroma izboljšati. Kako bi se vi lotili prodaje Akademija Inteligentna prodaja, ki bo predvidoma spet prihodnje leto? Bom kratko vprašal. Zagotovo ste v trenutku, ko se zavedate, kako je prodaja vedno bolj pomembna v podjetju in prepričan sem, da se soočite s težavami, kako bi rezultate še izboljšali, pa imate v bistvu neki brezizhodni položaj. Iz izkušenj lahko povem, da sem po tromesečni udeležbi Akademije Inteligentna prodaja izboljšal svoj prodajni proces do te mere, da so se rezultati izboljšali za več kot 30%, tako pri meni kot tudi pri mojih ostalih kolegih v podjetju. Tako da, kaj ne rečem, morate priti. Če je uspelo meni, sem prepričan, da imate tudi vi še kar nekaj rezerv, s katerimi boste izboljšali vaše rezultate.